Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem nedeljskem bogoslužju. Dobrodošli vsi tukaj prisotni in vsi, ki bogoslužje iz naše evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto spremljate preko zaslonov. Vsi smo prisrčno vabljeni, da se tudi osebno udeležujemo bogoslužij in s tem obogatimo naše medsebojno občestvo. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve, v sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, naslednjo nedeljo ob 10. uri dopoldan pa osrednje bogoslužje. Žensko društvo Evangeličanka iz Prekmurja prisrčno vabi ženske na že tradicionalno celodnevno srečanje, ki bo potekalo naslednjo soboto, 20. aprila, s pričetkom ob 10. uri v gostilni Lovenjak, Lovenjakov dvor v Polani pri Murski Soboti. Torej, naslednjo soboto ob 10. dopoldan srečanje za ženske, ki ga organizira žensko društvo Evangeličanka. Tema srečanja bo paliativna oskrba, ki je namenjena celostni obravnavi pacientov z kronično neozdravljivo boleznijo ter njihovih svojcev, tako med pacientovo boleznijo kot obžalovanju. Sledilo bo skupno kosilo, ki znaša 20 evrov na osebo. Srečanje pa se bo zaključilo s kratkim bogoslužjem, med katerim bo potekala tudi delitev Gospodove večerje. Vse, ki bi se rade in mogle udeležiti tega srečanja, se do torka, 16. aprila, torej do tega torka, prijavite pri Leji Brkič. Vsaka udeleženka pa bo na srečanju nadvse dobrodošla, še posebej iz Novega mesta, ker smo tako oddaljeni od Prekmurja in ker smo šele ta teden izvedeli za to srečanje. Torej, vse, ki bi se radi udeležili tega srečanja, se obrnete na Lejo Brkič. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo za današnje bogoslužje je iz Evangelija po Janezu in pravi: Jaz sem dobri pastir da življenje za ovce. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz mojih rok. O Bogu kot dobrem pastirju govori tudi Psalm 23, kateremu je posvečena tudi naša cerkev. Pa mu prisluhnimo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi. Moja duša poživlja, vodi me po pravih stezah, zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v Gospodovi hiši vse dni življenja. Preden bomo pristopili k opevanju Božje ljubezni, priznajmo svoje grehe. Dobri Bog, ljudje marsikdaj grešimo, toda vedno se naših napak ne zavedamo. To so stvari, ki ti niso po volji. Dobri Bog, ljudje ne računamo vsak dan s tabo v naših življenjih. Veliko preveč stavimo na stvari, katere so nam v oporo in na katere se lahko zanesemo. Ne zavedamo pa se tega, da so te stvari minljive. Zato te prosimo, Gospod, usmili se nas. Amen.
Naša skesana srca tolažijo naslednje besede, ki so zapisane v Stari zavezi Svetega pisma in pravijo: Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno zahvalno pesem, ki pravi: Bog mogočni, hvala ti. Izvolite sesti, brati in sestre. Zadnji psalm v knjigi psalmov, to je 150. psalm, ima naslov Veliki hvalospev. In besedilo tega psalma je naslednje. Aleluja, hvalite Boga v njegovem svetišču, hvalite ga na nebesnem svodu njegove moči, hvalite ga v njegovih silnih delih, hvalite ga zaradi obilja njegove veličine. Hvalite ga z glasom roga, hvalite ga s harfo in citrami, hvalite ga z bobnom in plesom, hvalite ga s strunami in flavto, hvalite ga na cimbale zvočne, hvalite ga na cimbale doneče. Vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Aleluja. In tudi peli smo, vse, kar diha, slavi Gospoda. In to jutro bi rada z vami podelila eno zgodbo, ki sem jo slišala nedolgo nazaj. Na enem otoku je bil mornar, ki se je upokojil. In on se je odločil, da bo v času, ko je upokojen, opravljal za turiste brezplačne prevoze. Seveda so bili turisti nad to odločitvijo zadovoljni in so to tudi izkoristili. Ampak ta mornar upokojen je bil kristjan. In on je vsakič, ko je vstopil v ladjo skupaj s turisti,
Najprej se Bogu zahvalil in potem prosil Boga za pomoč, torej za varno plovbo. Seveda so turisti to njegovo prakso vzeli zelo različno. Nekateri so bili presenečeni nad tem, bili so pa tudi takšni, ki so se iz tega norčevali. Češ, kaj je potrebno moliti, se smo vendar že na ladji, gremo hitro naprej, da čim več vidimo in da čim bolje izkoristimo dan. In tako je bilo tudi nekega dne. Bil je lep sončen dan, verjetno tak, kot je danes. Turisti so bili že na ladji in on tudi in kot ponavadi je najprej se Bogu zahvalil in molil za varno plovbo. In potem so odrinili od obale, vendar se je situacija čez dan zelo spremenila. Začel je pihati veter, nastajalo je neurje in bilo je zelo, zelo kritično, kako se bodo vrnili nazaj. In potem je nekaj turistov prišlo k njemu in mu je reklo: zakaj ti zdaj ne moliš? Vidiš, kaj se dogaja, kako se bomo mi vrnili nazaj? In mornar je mirno rekel: jaz sem molil zjutraj, ko je bil lep dan. Takrat sem Boga slavil in se Bogu izročil. Zdaj, ko je pa neurje, se pa moram 100% skoncentrirati na plovbo, zato da se vrnemo varno nazaj. In verjamem, da je bilo življenje tega mornarja prepleteno z različnimi dogodki, tako veselimi, žalostnimi, vznemirljivimi, presenečeni in tako naprej. Tako kot so naša življenja. Ampak, brate in sestre, hvala Bogu, da smo to jutro lahko tukaj. Da ga lahko slavimo, da mu lahko tudi mi damo veliki hvalospev. Ne zato, ker bi bili mi veliki ali ker bi mi znali lepo peti, kar tudi znamo, ampak zato, da bo Bog proslavljen. In veste, danes, simbolično rečeno, je sončen dan. Ampak tega dneva še ni konec. Ne vemo, kaj bo še v tem dnevu se zgodilo in tudi v naslednjih dneh. In s tem, ko se Bogu izročimo in ko Boga slavimo že sedaj, ko je lep dan, si nabiramo moči tudi za čas, ko bo naša življenjska plovba težja, ko se bomo soočili z viharji, ko mogoče ne bomo imeli moči moliti. In takrat vemo, da se bomo osredotočili tako kot mornar na reševanje problemov. In zato smo lahko z gotovostjo, lahko smo gotovi v tem, da je Bog z nami. Do danes nam je Bog pomagal. Ali verjamemo, da nam bo pomagal tudi naprej? Amen. Verjamemo, kajti on je nebeški mornar. In on je na krmilu ladje našega življenja. In on je bil človek. In ve, kakšno je življenje človeka in nas lahko v popolnosti razume. Zato mu lahko z vsem srcem zaupamo. In v naslednjih pesmih dajmo Bogu slavo in čas, kateremu pripada. In pesem pravi: Jezus, slavo kronan si, ti si kralj. Naj bo to naše priznanje to jutro.
prisotni, morda se kdo izmed nas počuti to jutro, kakor turisti na ladji, ki niso vedeli, ali se bodo vrnili nazaj na obalo srečno ali ne. In naj bo naš klic to jutro: skrij me, Bog, v svoj objem, zaščiti me, pokrij me svojo roko, kajti še vedno ti zaupam. Duši daje mir, ker v Kristusu sam. Silna moč me ščiti dan in noč, ko bučijo morja vsa in grom, muri tvoja roka
Če zaupamo v Boga, potem smo lahko povsem mirni. In naše oboževanje zaključimo s pesmijo, ki pravi: Aleluja, vlada Bog. Bog je najvišja avtoriteta, on je nad vsem. In zato smo lahko mirni. Hvala ti, Bog, ker si ti najvišja avtoriteta. Hvala ti, ker ti vladaš, in hvala ti, ker ti lahko povsem zaupamo. In hvala ti, da smo to jutro lahko skupaj, kakor Božja družina, da te lahko slavimo in častimo. In hvala ti, Jezus, da ti lahko darujemo tudi naše prostovoljne prispevke, kajti zavedamo se, da vse, kar imamo, je tvoj blagoslov in tvoj dar v našem življenju. Zato blagoslovi naš dar, ki ga bomo dali tebi v tvojem imenu. Amen. Z ljubeznjo
Izvolite sesti. Smo pri Božji besedi. Začel bom satirično zgodbo, ki sem jo nedolgo prebral. Kot pa smo že slišali, je današnje biblično vodilo to, kar imamo napisano tudi v cerkvi. Jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce. Torej, zgodba pravi takole. Pastir velike črede ovac je zagledal pred sabo prestižni avto Porsche, iz katerega je izstopil uglajeni gospod. Oblečen je bil v svilnato Armanijevo obleko, obut je bil v pumine elegantne superge, nosil je sončna očala znamke Ray-Ban, na roki je imel trendovsko uro znamke Rolex, izstopala je sijoča kravata znamke Hugo Boss, s kravatno sponko znamke Versace, nosil je prstan znamke Calvin Klein, okoli njega se je širil vonj parfuma Dolce Gabbana, v roki pa je držal torbico znamke Guess. Ste sledili? In potem je pastirja vprašal, ali mu bo podaril eno ovco, če mu pove, koliko jih ima na pašniku. Pastir je prikimal. Nato je fini gospod vzel prenosnik znamke Lovelio, se povezal z omrežjem, skeniral zemljišče s pomočjo GPS, odprl podatkovno bazo, uporabil različne matematične operacije in na prenosnem printerju natisnil veliko strani besedila, tabel, slik in podatkov. Potem pa je pastirju ponosno izjavil: na pašniku imate natanko 598 ovac. Pastir je bil presenečen, ker je bil podatek pravilen. Namreč ravno kar je pastir končal z dolgotrajnim štetjem ovac. Pastir se je držal dogovora in uglajenemu gospodu rekel, da lahko eno ovco vzame. Uglajeni gospod je vzel žival in jo dal v avto. Ko se je hotel odpeljati, ga je pastir vprašal, ali mu bo žival vrnil, če mu uspe od prvič ugotoviti, kaj je torej ta uglajeni gospod po poklicu. Fini gospod se je s tem strinjal. Pastir mu je rekel: vi ste davčni inšpektor, kar spoštujem. Fini gospod ga je vprašal, kako to, da je uganil. In pastir mu je pojasnil: prvič, prišli ste brez povabila, brez najave. Drugič, povedali ste mi to, kar sem že itak vedel. Tretjič, o mojem poslu se vam niti ne sanja, zato vas prosim, da mi vrnete mojega psa. Očitno uradnik ni ločil ovce od psa. Torej, to je ta satirična zgodba, povsem drugače je v Janezovem evangeliju. Ko Jezus pravi: jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce in svoje ovce tudi pozna. Kaj o pastirju in ovcah pravi Sveto pismo? Torej, najzgodnejše upodobitve iz krščanstva niso Jezus na križu, ampak Jezus dobri pastir, ki nosi jagnje na ramah. Pa vstanimo ponovno k Božji besedi, da slišimo, kaj je o sebi povedal Jezus. Takole pravi: jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Evangelij po Janezu, 10. poglavje, 11. vrstica. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Izvolite sesti. Podoba Boga kot pastirja in Jezusa kot dobrega pastirja je v Svetem pismu dobro znana.
V Svetem pismu so ovce omenjene kakih 200-krat. Bile so pomemben vir volne, mleka, mesa, oblačil, posod za vino, pa tudi pergamenta za pisanje. Ovce so bile tudi glavna daritvena žival pri bogoslužju. Na praznik Pashe se je družina zbrala ob pashalnem jagnjetu na obedu, ko so zaužili skupaj ovco. Ovce so bile del tedanjega družbenega in verskega življenja. Postale so tudi simbol Božjega ljudstva, Gospod Bog pa njihov pastir. Torej, ovce in pastir imajo starozavezno ozadje. In potem Jezus to prenese v novo zavezo. Vprašanje, zakaj ovce potrebujejo pastirja? Pravijo, da so ovce po naravi nagnjene k tavanju in potepanju, da slabo vidijo, da so brez glave in topoglave. V hladnih nočeh se držijo skupaj, da drugo grejejo, a se lahko pri tem celo zadušijo. Jedo do napihnjenosti, zaradi česar lahko poginejo. Nimajo orientacije, zato se ne znajo vrniti domov in se lahko izgubijo. Ne morejo se postaviti na noge, če se obrnejo ali so obrnjene na hrbet, če so prevrnjene. Same si ne znajo najti hrane niti vode. Ne znajo odganjati mrčesa, ne ločijo strupenih bilk, ne bežijo od kač in volkov, padejo čez rob pečine, nagnjene so k potepuštvu, pijejo onesnaženo vodo, ki jih ne osveži, in na pašniku rade poskušajo vsako travo, tudi če je strupena. Zato ovce potrebujejo pastirja. Človeška svojeglavost pa izvira iz prvotne želje, da bi bili bogovi namesto Boga, da bi bili bogovi brez Boga. Zato smo kot osamljene ovce plen za volkove. Naš duhovni nemir se stalno kaže v iskanju sreče. Potem so tu še tatovi ovac. Zato pastir svojo ovco varuje, vodi, neguje, oskrbuje in skrbi za njeno potomstvo. Glede na navedeno si je smiselno postaviti vprašanje, ali imajo ovce, če morajo imeti pastirja, sploh svobodno voljo. Saj poznamo psihologijo črednega nagona. Običajno pravimo, ljudje smo kot ovce, ki nekomu sledijo na slepo. Kako to uskladiti s krščanstvom in svobodno voljo? Ravno zato, ker je Jezus dobri pastir, se od drugih pastirjev razlikuje. In dilemo o tem je razrešil že prerok Izaija, ki je dosti pred Kristusom oznanil, da smo vsi zašli s prave poti in tavamo, ker je to v naši naravi. Torej ne gre toliko za vprašanje svobodne volje v tem primeru, ampak naše narave, padle narave. Zato je novozavezna podoba Jezusa kot dobrega pastirja tako pomembna. In izvirnik pove ne le, da je Jezus dobri pastir, ampak tudi lep pastir. Prikupen, mikaven, privlačen, osupljiv, prijazen. Kajti on daje ali da svoje življenje za ovce. Lastnost dobrega pastirja je ljubezen, podarjanje. On živi za druge. Jezus je rekel, jaz sem dobri pastir.
V grščini, v Svetem pismu je to zapisano v izvirniku ego, eimi. Z izrazom jaz sem je potrdil svoje božanstvo, kajti Gospod Bog se je v stari zavezi predstavil kot jaz sem, ki sem. Ehje, ašer, ehje. Torej, on ni predmet, on je oseba. Ne moremo ga imenovati mi, ampak on nam pove svoje ime. On se razodene, on govori. Jaz sem dobri pastir, to jaz sem je izraz Božje govorice. To je božanska izjava in predstavlja, temelji na imenu enega in edinega pravega Boga. Jezus je v evangeliju po Janezu, kot smo na študijskem bogoslužju v sredo že preučili, 7-krat predstavljen kot jaz sem. Jaz sem kruh življenja, jaz sem luč sveta, jaz sem vrata, jaz sem dobri pastir, jaz sem ustajenje in življenje, jaz sem pot, resnica in življenje in 7, jaz sem resnična vinska trta. Jezus se je v tem sobesedilu predstavil tudi kot vrata v ovčjo stajo. Kdor želi biti del njegove črede, to pomeni cerkve, mora stopiti skozenj. Torej, skozi ta vrata, ki so Jezus. Ko so ovce vstopale v stajo, so morale iti pod pastirsko palico. Medtem jih je pastir preštel. In to je pomen avtoritete. Torej, iti pod avtoriteto, biti pod avtoriteto, Božjo avtoriteto. Ovčja staja je bila ograjen prostor, temu rečemo tudi obor, torej ograjen prostor. In ko so bile ovce v staji, se je na tla odprtine v ograji, tam, kjer bi morala biti vrata, je samo odprtina. In na tisto mesto se je ulegel pastir in se tako dobesedno spremenil v vrata. Zato Jezus pravi, jaz sem vrata. Dobesedno se je spremenil v vrata. Tam je ležal vso noč in čutil vsak premik, še najmanjši premik. Kdorkoli bi stopal čezen ali hodil po njem, bi to zaznal. Torej, staja ali ta obor je imela samo ena vrata. Zato Jezus pravi, kdor stopi skozme, se bo rešil. Hodil bo noter in ven in bo našel pašo. To, da Jezus naglasi, da bo hodil noter in ven, govori o krščanski svobodi. Torej, tu smo prostovoljno. Krščanstvo je stvar osebne odločitve, ne pa prisile. Ne stvar tradicije, ne stvar navade, običaja ali pa materinega mleka. Krščanstva ne moremo podedovati ali dobiti z materinim mlekom. Gre za svobodno odločitev, gre za odnos. In potem v tem poglavju vidimo nasprotje pastirju. To pa je tat. Jezus je rekel, da je vsak, ki ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, tat. Vse, kar je mimo Jezusa, ni dobro. Tat vrata zaobide. Tat Jezusa in nauk zaobide. Dobri pastir ima to, česar ropar nima. In kaj ima dobri pastir? Po čem je znan? Dobri pastir, evangelist Janez pravi, je znan po svojem glasu. Ovce slišijo njegov glas in za njim hodijo. Torej, ovce pastirja prepoznajo po glasu in poslušajo. Kaj pa je glas? Glas je zelo osebna stvar.
Mi lahko osebo po glasu prepoznamo, tudi če je ne vidimo. V glasu se razkriva osebnost, čustva, spol, starost, namera, karakter, torej značaj, pa tudi navsezadnje temperament. Glas je nenadomestljiv, glas je nezamenljiv, tudi v digitalni družbi. Izraža notranjost tistega, ki govori. Ljudi prepoznamo po glasu, pravim. Jezus, dobri pastir, nam govori. Še več. Evangelist, pa tudi Stara zaveza, pravita, da celo Bog kliče vsakega po imenu. Torej na poseben in oseben način, kot da smo edini na svetu. To, da njegov glas ostane neslišen, če se odločim ne poslušati ga. Zakaj tako težko poslušamo? Zadnja leta sem ugotavljal, da je skupinam dijakov in učencev, ki obiskujejo in pridejo na voden ogled v cerkev, koncentracija poslušanja zelo padla. Letos pa opažam, morda je samo slučajno, bomo videli naprej, veliko spremembo pri učencih in dijakih. Torej so razredi, skupine in posamezniki, ki zelo dobro poslušajo. Spet, da rečem, poslušajo. Poslušanje zahteva veliko pozornosti, zbranosti, zaupanja. Umetnost poslušanja je pravzaprav temelj učeništva. Ne morem biti učenec, če nisem discipliniran za poslušanje. In današnja družba zgublja občutek za poslušanje. Veliko je informacij in težko poslušamo, težko sledimo. Težko prisluhnemo drugim. Težko prisluhne mož ženi, učitelj učencu, starši otroku, prijatelj prijatelju, sosed sosedu, šef delavcu, politik državljanu. Zakaj je tako težko poslušati? Poslušanje zahteva čas, zahteva odnos, zahteva zaupanje. Ponovim, zahteva tudi disciplino in predvsem spremembo. Spremembo. Mi pa se bojimo resnice. Bojimo se slišati resnice. Pravzaprav se bojimo tudi tišine, ker živimo v zelo hrupnem svetu. Glas dobrega pastirja je pomešan z ostalimi glasovi. In moramo imeti občutek, duhovni občutek, ali da rečemo ta dar razlikovanja duhov, glasov. Spori o lastništvu ovac so znani bili tudi takrat, v Jezusovem času. Bral sem o človeku, ki je bil obtožen kraje ovac. Zadeva je prišla celo na sodišče. Ker sodnik ni mogel zadeve rešiti, je dal v sodno dvorano pripeljati ovco. Potem je obtoženemu ukazal, naj zapusti sodno dvorano in s hodnika od zunaj pokliče ovco po imenu. Ovca se ni odzvala. Bila je še bolj prestrašena. Ko je ovco poklical njen lastnik, pa se je ovca v sodni dvorani takoj odzvala, čeprav je bil njen lastnik zunaj, za vrati, ker je prepoznala njegov glas. Kristijani ne le da dobrega pastirja poslušamo, ampak še več. Evangelist Janez pravi to, kar je Jezus učil. Dobremu pastirju tudi sledimo, kamor nas vodi. Včasih nas vodi, kot smo slišali uvodoma, tudi v burjo, tudi v globel smrtne sence. Ampak takrat, ko smo tam, se sprašujemo, zakaj. Vendar
takrat ne pozabimo, da je v življenju vse začasno, razen Božje ljubezni. Senca stiske, trpljenja in smrti je črna in temna, globev je včasih dolga in globoka. Vendar v nedeljo smo slišali, da imamo kristijani živo upanje. Obstaja večja stvarnost. Kaj je potrebno za nastanek sence? Svetloba. Torej ne ozrimo se samo na senco. Kajti za nastanek svetlobe je potrebna svetloba. Mi pa vedno smo v teh kritičnih trenutkih zazrti samo v senco in pozabimo na svetlobo. Brez svetlobe ni sence. Temnejša, ko je senca, svetlejša je svetloba. In senca ni končna stvarnost, tudi noč ni končna stvarnost, kajti pride jutro. Zato je Jezus se predstavil, jaz sem luč sveta. Dobri pastir, nadaljuje evangelist, kliče ovce po imenu. To je njegova odlika. Vsako ovco pozna osebno. Nismo statistična številka. Osebno vsako ovco pozna. Ne vodi ovac le kot črede, ampak tudi posamezno. Zanj nismo brezimna množica. Tat ne pozna njihovih imen. Jezus je rekel, da tat pride zato, da krade, kolje, uničuje, medtem ko on da ali daje svoje življenje za ovce. In to imamo kar 4-krat napisano v naši cerkvi, v tem središčnem delu. Namreč tat, tu je v grščini beseda kleptes, iz te besede je tudi naziv ali izraz kleptoman. Kleptes, torej tat, ne vstopa v ovčjo stajo skozi vrata, ampak deluje drugače, prikrito, zahrbtno, zvijačo, lažjo in prevaro. Zato kot tavajoče ovce nujno potrebujemo dobrega pastirja, ki je postal hkrati velikonočno jagnje. To je čudež. To je možno samo v krščanstvu, da je ista oseba, če lahko tako rečem, ali zadeva pastir, pa tudi jagnje. Janez Krstnik pravi, glejte Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. Torej, pastir postane tudi jagnje. In ta pastir je edini vzor pastirja. Svoje ovce pase z ljubeznijo. Najemnik zbeži, pravi Jezus, in ovce pusti, ko pride volk, ker mu za njih ni mar. Gre za metafore, gre za slikovit govor. Torej, ovce najdejo varnost v množici, saj plenilci vedno najdejo ali iščejo osamelo ovco. Zato držimo skupaj. To je zelo pomembno. Tesno se držimo skupaj. Kajti pastir nas ima rad, nebeški pastir. On da svoje življenje za svoje ovce in nas ima, kot bi bili njegova družina. Krščanstvo je edinstveno, kajti dobri pastir je postal jagnje, kot sem rekel, ki je umrlo za svoje ovce. Nato vstalo od mrtvih, zato da svoje ovce večno pase. Kakor je pastir postal jagnje, tako je Gospod postal človek, se je učlovečil. In dobri pastir je samo eden. Če naš pastir ni Gospod Bog, potem ni dobri pastir. Če naš pastir ni postal človek, se učlovečil, potem ni dobri pastir. In če naš pastir ne daje svojega življenja za ovce, potem tudi ni dobri pastir. Končno, kaj še pravi evangelist v tem sestavku? Jezus pravi, da ima tudi druge ovce. In potem pravi, ki niso iz tega hleva. Kaj to pomeni? Poleg Božjega ljudstva Izraela ima pastir svoje ovce tudi med nami, če lahko tako rečem, in se izrazim z bibličnim izrazoslovjem med pogani.
Kajti krščanska cerkev je po svoji naravi splošna, vesoljna, vse povsod prisotna. Nikogar ne izključuje. Verujemo v cerkvi in skupaj s celotno cerkvijo. Namreč Jezus je rekel, da bo ena čreda in en pastir, ne pa da bo en hlev. Torej, razliko je treba ločiti. En pastir, ena čreda, ne pa en hlev. Evangelist Matej je zapisal tudi priliko o tem, če naredimo vzporednico, kako bo Jezus ob koncu časov ločil ovce od kozlov. Zelo zanimiva primerjava v Mateju 25. poglavje. Pa če to parafraziram. V življenju pastirjev je razlika med ovcami in kozli očitna. Ovce so mirne, domače, vodljive, ljubke, prikupne, kozli pa trmasti, trdoglavi, kljubovalni, nepokorni in radi zbežijo v divjino. Ovce pasejo travo, kozli pa goščavo, trnje, grmovje in brste. Kozli so rogati, ovce pa ne. Z rogovi povzročajo škodo drugim, ne sebi. Kozli želijo dominirati, so agresivni, nasilni, ovce pa so mirne in tihe. Ovce se dovolijo čuvati, kozli pa ne. Ovce raje po noči spijo pod odprtim nebom in opazujejo, če lahko rečem, zvezdnato nebo, kozli pa v zaprtih hlevih. Kaj sem? Vsakdo si lahko sam odgovori, glede na Jezusovo izjavo v Evangeliju po Mateju. Ali sem ovca, ali poznam dobrega pastirja, ali dovolim, da me kliče po imenu, ali dovolim, da ima nadzor nad mojim življenjem. Kaj ti paziti moram, da religija ne nadomesti mojega osebnega odnosa z Bogom, da napuh ne nadomesti hvaležnosti za Božjo milost in da želja pomoči ne nadomesti želje po služenju drugim. Kako dobri pastir vlada? In tako prihajamo do konca in vrhunca tega odlomka. Vlada z ljubeznijo. Njegova palica je pravzaprav križ. Dokaz Božje ljubezni. Častni križ. Slavni križ. In to je tudi orožje vsakega kristjana. Ker ne vlada z nasiljem, ampak z ljubeznijo. In kdor hoče slediti dobremu pastirju, kaj pravi Jezus, naj vzame svoj križ in hodi za njim. Kako nežna je ta izjava. Kdor hoče, ne pa mora. Ne gre za prisilo, ne gre za izsiljevanje, ne gre za pogojevanje. Vzeti moram svoj križ. Bog oborožuje svoje krščanske, dajem v navednice, vojake s križem, ne pa z noži, topovi, puščicami, ščitom, mečem, strelnim orožjem. Tako kot je imel Mojzes v roki palico, razdelil Rdeče morje, privabil iz skale, stene, vodo, tako je ta Mojzesova palica prototip ali tipologija častnega Jezusovega križa. Zato je križ dobrega pastirja slava, lepota Jezusovih učencev, je moč šibkih in tudi opora zvestih. Zaključna misel, ko prestopimo v 3. tisočletje, ugotovimo, da nujno potrebujemo dobrega pastirja. Kajti živimo v času, ko je strah na vrhuncu. Pa tudi svet deluje tako, da nas ustrahuje. Ko je tudi strah pred medijskim umorom ali linčem močnejši celo od strahu pred smrtjo. Na nedolžne ljudi stresamo gnev, bes, zavist, nevoščljivost in jih pribijamo na sramotilni steber. Vse povprek pljuvamo
in lepimo slabšalne etikete. In iskreno vam povem, da sem utrujen od praznega pametovanja. Res, utrujeni smo od praznega pametovanja. Krik po odnosu z Bogom prihaja iz vsake duše. Psiholog Carl Jung je zapisal, 1/3 mojih pacientov ne trpi zaradi klinično opredeljive nevroze, ampak zaradi nesmiselnosti in praznine svojega življenja. In to je splošna nevroza našega časa. Te dni pa sem prisluhnil strokovni oddaji in rečeno je bilo, da je v zadnjih 20 letih se duševno zdravje poslabšalo kar v 70%. Stanje je alarmantno. Mnoge ljudi je bolj strah živeti kot umreti. Uspešnica Orel je pristal, ki jo je napisal Jack Higgins in je po njej posnet film, pravi, ko prideš na vrh, tam ni ničesar. In pravi, vsi nekam plezamo, da bomo nekaj bili, postali, vendar ko pridemo na vrh, ugotovimo, da tam ni ničesar. Kajti danes svet živi v laži in od laži. Poskušamo vse, graditi urbana velemesta. Tovarniški dimniki in stolpnice so prerasle zvonike cerkva. Spreminjamo življenjski slog, partnerje, družbene norme, vrednote. Svojo praznino tešimo zdravo hrano, imetjem, kopičenjem, avanturami, tehnologijo, znanostjo, estetsko kirurgijo. Nič narobe. In potem pridemo na vrh in spet rečemo, zgoraj ni ničesar. Pa ne mislim zgoraj pri Bogu. Tam, kamor priplezamo. Kajti v nas je luknja tako globoka, da jo lahko zapolnijo samo neskončna nebesa, samo Bog. Kako naivni smo, ko verjamemo, da bomo to gromozansko luknjo, ta vakuum, nadomestili, izpolnili s tem, kar je manjše od Boga. Nevroznanost dokazuje, da so naši možgani pripravljeni verovati. In verovati je zdravo. Verovati je zdravo. Življenje zahteva Boga, ne glede na to, ali smo verni ali neverni. Všeč mi je, kar je rekel Pascal, da je Bog dal dovolj svetlobe za tiste, ki Boga iščejo in ga želijo videti, in dovolj teme za tiste, ki ga ne iščejo in ga ne želijo videti. Torej, odločitev je naša. Kajti v središču vsakega človeka je oltar. V središču vsakega srca je oltar. In če na oltarju ni Boga, tja postavljamo, hote ali ne hote, svoje malike, svoje idole. Kajti človekovo srce je največja tovarna idolov. Sodobni idoli pa niso narejeni iz kamna, lesa, srebra, zlata. Idoli so lahko tudi ambicije, motivi, moč, oblast, prepričanja, mnenja, pričakovanja, verovanja, predstave, domišljija, ideje, iluzije in še, kadar to nima pravega motiva. Ko postanejo osebe ali stvari pomembnejše od Boga, postanejo idoli. In tako smo generacija, tudi mi starejši, odvisni od ekranov. In ta odvisnost ima iste negativne učinke na možgane kot, naprimer, trda droga. Smo na novem mamilu digitalne dobe. Lahko gre za plemenite, hvalevredne, dobre reči. Vse to je lepo in prav, v pravih dozah. Lahko so tako lepe reči, kot so družina, otroci, izobrazba, delo, kariera, služba, imetje, hišni ljubljenčki, hobiji, šport, zunanji izgled, prijatelji, ljubezen, pametni telefon, nov znanstveni dosežek. Vendar, kaj je rekel Martin Luther? Nihče ne zgreši, ne da bi prej prekršil prvo od 10 božjih zapovedi, ki pravi, ne imej drugih bogov poleg mene.
In to pomeni, da je vsak greh najprej greh malikovanja. Ugledni ameriški filozof Peter Kreeft trdi, da nasprotje vere ni ateizem, ne vera, ampak malikovanje. Ta teden sem imel priliko se pogovoriti s človekom, ki je izobražen in je potem tudi dojel, da v bistvu ne moremo biti ateisti. V bistvu pa smo lahko malikovalci samih sebe in ta seznam se potem nadaljuje. Tudi izum umetne inteligence lahko postane novo božanstvo. In to božjo luknjo, ki je v nas, moramo zapolniti samo z Bogom. Včasih je bil človek oseba z dušo. Rekli smo, to je svetnik. Danes smo postali telo z opranim umom, z opranimi možgani in postali smo sredstvo manipulacije. Ne več osebe, sredstva za manipulacijo. Včasih je bil človek oseba z modrostjo, danes pa postajamo roboti nasičeni golih informacij. In pod to hladno masko egoizma, materializma, hedonizma, narcisizma, individualizma, pesimizma in kar ni konca, nam zmanjkuje božjega kisika. Zato mora človeštvo sneti to masko, to krinko, ker smo ustvarjeni po božji podobi. Človek se v bistvu genetsko kaj dosti ne razlikuje od živali, kljub temu pa smo v bistvu duhovno bitje, ker smo ustvarjeni po božji podobi. In zaključna misel je zgodba, ki me je zelo presunila in govori o tem dobrem pastirju, kot imamo mi na vratih, vhodnih, Gospod je moj pastir, zapis 23. psalma, v cerkvi pa iz Evangelija po Janezu, jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce. Slavni igralec je bil častni gost na družabnem srečanju. Prosili so ga, naj recitira znane odlomke iz različnih literarnih del. Stari pridigar, ki je bil tudi tam, je igralca prosil, naj recitira tudi 23. psalem, torej Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka in tako dalje. Igralec se je s tem strinjal, a le pod pogojem, da ta psalem recitira tudi pridigar. Igralčev nastop je bil izjemen, umetniško izpiljen, tudi retorično čist in deležen je bil dolgega aplavza. Na to, ker sta tako sklenila dogovor, je isti psalem recitiral še stari pridigar. Njegov glas je bil utrujen, hrapav, retorika ni bila spolirana. Toda ko je končal, so vsi jokali. Psalem se je dotaknil njihovih src. Potem pa so vprašali, v čem je razlika. In starec je odgovoril, slavni igralec pozna psalem, jaz pa poznam pastirja tega psalma. Slavni igralec pozna psalem, jaz pa poznam pastirja tega psalma. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce, pravi Jezus. Vabim k molitvi. Blagi Jezus, usmiljeni in skrbni dobri pastir, ljubeči dobri pastir, pomagaj nam zvesto hoditi za tabo. Vsak dan nas krepčaj s svojo ljubeznijo in nas vodi po pravi poti. Pomagaj nam, da ti služimo z vsem svojim umom, srcem in dušo. Bodi naš dobri pastir, da bomo bližnjim, s katerimi tvorimo tvojo čredo, tudi mi dobri pastirji in bomo ljubeče skrbeli zanje. Prosimo te v tvojem imenu.
Amen. Bomo vstali in zaključili s pesmijo, ki pravi: nihče ni kakor ti. Torej, nihče ni tako dober pastir, kot je Jezus Kristus. Nihče ni kakor ti. Večnost bi iskal, bi spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Nihče nikakor ti. Nihče ne gane mi srca kakor ti. Če vso večnost bi iskal, bi spoznal, Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.